Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema je pa, kako sprejeti zdravstveno situacijo. Jaz iskreno povedano nisem kaj preveč prebirala na to temo, ker jaz ne verjamem, da so neki standardni procesi za vse. Jaz si mislim, ja, saj smo vsi ljudje, ampak imamo različno osebnost, imamo različna ozadja, imamo različne življenjske izkušnje, travme, če hočete. In ne vem, jaz mislim, da ne poteka vse po regalcih, da ni za vse enako in tudi nočem imeti v glavi, da zdaj pa faza 3, faza 4, faza 5. Enostavno zaupam, da se proces odvija naravno, brez da bi jaz vedela, no, kako naj bi to potekalo. Bom pa delila izkušnjo z vami, kako konkretno sem pač jaz doživljala te občutke, kako konkretno se je odvijal proces pri meni. Če ste slučajno vi v takih ali podobnih čevljih, iz takega ali iz drugačnega razloga, ali pa če poznate nekoga, ki se sooča s kakšno situacijo, je mogoče en pogled, ena izkušnja. Mogoče vam bo pa za kakšno malenkost pomagala. No, ko sem jaz začela izgubljati vid, sem bila najprej res neznansko prestrašena, ne vem, ne najdem ta pravega izraza, mislim, tisti najhujši, najmočnejši strah. Ne sicer za tisto nasprotno situacijo, ker sem še vedno precej dobro videla, jaz sem lahko še nekaj časa knjige brala, sem lahko še popravljala zadeve v šoli, ampak me je hromil strah, da kaj, če bom pa jaz popolnoma izgubila vid, kar se na koncu tudi je zgodilo. Kako bom jaz to prenesla, da ne morem videti obrazka moje hčerkice, mojega moža, družine, prijateljev, da ne bom mogla videti teh čudovitih barv tukaj v Mehiki, narave zunaj, ptic, ne vem, ničesar. Mislim, to je nepredstavljivo. In seveda, da niso bili to neki lepi občutki in to so bili dobesedno hromeči občutki in ne vem, včasih je celo malo mejilo na paniko in je bilo res zelo težko je bilo pač s tem živeti. Potem druga zadeva, ki mi je pa manjkala, je pa bila tudi sprejeti moje zdravstveno stanje. Jaz sem pač domnevala, da če bi jaz sprejela, da imam to situacijo z mojim vidom, da bi to pomenilo, da sem jo jaz to sprejela doživljenjsko. In ne vem, mogoče sem malo nora, ali ne vem, da lahko me vidite tudi tako, ampak mene večina ljudi me vidi kot eno bojevnico, kot osebo, ki se nikoli ne vda. In zdajle sem se spomnila, v bistvu sem imela jaz že prej, pač mi je bila všeč ena misel, ki gre takole: ni poraženec, kdor je poražen, ampak je poraženec, kdor se po porazu ne pobere. In ta misel pove dosti o meni in to je bilo zame nesprejemljivo, da bi pa jaz se pa res, zdaj bom pa jaz pač ne bom videla do konca življenja. To je bilo čist prehudo zame in nesprejemljivo in se nisem strinjala z idejo in ne, te zadeve nisem, na tak način je že nisem mogla sprejeti. Potem sem se pa pogovarjala z eno gospo, ki mi je pa rekla, da pač jaz to ne rabim, ni nujno, da jaz to sprejmem doživljenjsko, da jaz pač moram, da bi mi pomagali, če jaz sprejmem misel, da je to moja trenutna situacija, da jaz ta moment ne vidim tako fino, da jaz ta moment ne morem početi stvari kot na načine, ki sem jih počela prej, ko sem lahko še 100% videla, da jaz ta moment rabim kakšno orodje za pomoč, kot recimo belo palico, kot recimo šilo in brajeve tablice za pisati brajla, ne vem, telefon, inteligentni telefon s posebno aplikacijo in da pač ta moment je moja resničnost taka. In to se mi je pa zdelo pa pač bolj sprejemljiva zadeva, ker pač ni bilo potrebno, da se jaz doživljenjsko predam. Ker ja, nisem prej do konca pač razvila misli, ne, jaz definitivno se nisem vdala. Ta moment jaz ne vidim, ne vem koliko časa še ne, niti nisem zdaj več toliko v krču, da mora biti pa kar jutri ali pa še boljše čez 5 minut. Ampak za tiste, ki imate noge bolj v realnosti, znanstveniki delajo in razvijajo zdravila, postopke, metode dnevno.
In sem prepričana, da tudi za nas, ki imamo težave z vidom, da je dnevno nekaj ljudi, ki dela samo pač na naši težavi. In če že ni kakršnakoli zadeva razvita ali pa v povojih, pa slej ko prej bo. Ker tako kot naprimer pred leti pač ni bilo presaditev organov in ljudje recimo, ki so imeli težave s srcem, zanje ni bilo nikakršne rešitve. No, dandanes obstajajo transplantacije srca. Tako da recimo znanstveniki delajo na tem. Za tiste, ki ste verni, čudeži vedno obstajajo. Zakaj se pa meni ne bi zgodil čudež recimo? In pač za tiste, ki delamo na sebi, ki, ne vem, delamo na duhovnosti, tudi tam ponujajo rešitve, da lahko z delom na določenih delih, ne, naše osebnosti ali pa na duhovnih področjih, da je tudi tam včasih ključ do rešitve. Tako da slej ko prej bo na razpolago rešitev za vse nas. Sem prepričana, ampak življenje že ta trenutek teče in jaz želim tudi ta trenutek že uživati življenje v vsej polnosti, kolikorkoli se pač da s to mojo situacijo. Tako da sem rabila te dve zadevi, se pravi, in avtomatsko s tem, ko sem jaz sprejela, da je moja trenutna situacija takšna, kot je, so se moji mega strahovi začeli zmanjševati. In ta dva pogoja sta pa morala biti izpolnjena, da sem jaz sploh imela kaj možganov prostih za uporabiti jih, za učiti se delati stvari na drug način. Na način, ki je možen pač z mojo trenutno situacijo. Se pravi, v tem momentu, ko ne vidim tako blesteče, da imam pač jaz sploh možnost se naučiti stvari delati na drugačen način. To je moja izkušnja s sprejemanjem zdravstvene situacije. Upam, da vam je kakorkoli služila. Dobimo se tukaj prihodnji četrtek na zagotovo spet kakšno zanimivo temo. Kot vedno vas prosim tudi, da mi pošljete kakšne ideje, kaj bi si še želeli slišati, če imate slučajno, če ste vi ali pa če imate kakšnega znanca, sorodnika, ki je slep ali slaboviden, če bi lahko delili na kakšen način počne kakšno stvar, da posnamemo še za kakšnega našega, tukaj v Španiji v Mehiki rečejo, po špansko se reče sošolca, no, ampak recimo sotrpina, čeprav ni vedno samo trpljenje. Se vidimo naslednji četrtek. Živjo!